Ali je Slovenija res socialna in pravna država, kot piše v 2. členu slovenske ustave? Kakšno infrastrukturo bomo imeli, kako jo bomo financirali, ter ne nazadnje tudi o tem, v kakšni družbi bomo živeli. O teh izzivih predstavniki strank v predzadnjem predvolilnem soočenju z letališča Edvarda Rusjana v Mariboru. Poglejmo, kdo je nocoj z nami. Dobro večer. V studio, tukaj improviziranem studiu na letališču Edvarda Rusjana voščim Jerneju Pavliču, predstavniku stranke Alenke Bratušek. Dobro večer. Dobro večer vam, gospod Zdravko Luketič, predstavnik Nove Slovenije. Lep pozdrav, vse dobro. Z nami tudi prvak Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič Plemeniti. Dober dan. In gospa Krauser Slovenske ljudske stranke. Dobro večer. Spoštovani kandidati, verjamem, da se volilna kampanja preveša v tisto najtežjo etapo, zdaj, če se izrazimo v kolesarskem žargonu, tisti zadnji vzpon, pa mogoče, gospod Pavlič, če najprej ocenite to kampanjo. Velikokrat se v politiki govori, da je politika umazana, tudi kampanje, ta je zaenkrat kar ena, se zdi poštena tekma, ali kakšno je vaše mnenje? Res je. Lep pozdrav vsem še v imenu stranke Alenke Bratušek. Jaz mislim, da je kampanja za te državnozborske volitve zelo korektna, saj do sedaj ni bilo večjih udarcev pod pas, saj z naše strani oziroma na soočenjih, kjer smo sodelovali. Upam, da bo taka tudi ostala in na koncu naj zmaga najboljši. Gospod Jelinčič, vi ste doživeli veliko zmag v svojem življenju, političnem življenju, tudi porazov. Vaša ocena te kampanje dosedanje? Ja, najprej bi rekel, da mojster ni tisti, ki samo zmaguje, ampak mojster je tisti, ki preživi veliko porazov in se dvigne. In to je zdaj tisto, kar se dogaja s Slovensko nacionalno stranko. Pridemo nazaj v parlament in mečejo nam polena pod noge. Predvsem te glavni mediji ne pojavljamo se, ne dovolijo nam pojavljati se in šele zdaj, proti koncu, ko nam je rejting izredno zrasel, nam dovoljujejo, da pridemo kam bolj bližje, recimo. Gospod Jelinčič, pri nas boste imeli teh relativnih 180 minut, ki si jih boste delili, tako da mislim, da je to res, ampak vi ste izjema. Ja. Gospod Luketič, vaši stranki z novim predsednikom za zdaj kaže relativno dobro, ampak precej slabše od tistih napovedi. Zdaj pri tistih 10% še niste. Verjamete, da bo volilni ponedeljek, povolilni ponedeljek 4. junija streznitev ali novo veselje za Novo Slovenijo? Jaz se strinjam z geslom Viol, ni predaje. Verjamem v dober rezultat. Pričakujem, da bojo boljši rezultat tudi nekateri drugi kandidati dosegli, kot jim v bistvu napovedujejo nekatere ankete, ki jim ni mogoče zelo zaupati, ker so tako različni rezultati. Program je dober, ker Slovenija ni takšna, kot smo pričakovali leta 90, sem se tudi sam podal zelo aktivno v to kampanjo, pripravljen sem vložiti vse svoje sposobnosti, da bi se našim predvidevanjem in željam čim bolj približali. Gospa Krause, človek ima vtis, da Marko Zidanšek ni več predsednik Slovenske ljudske stranke. Marko Zidanšek je predsednik Slovenske ljudske stranke in z novo in pomlajeno ekipo, z pravo energijo in z odličnim programom se Slovenska ljudska stranka vrača v parlament. Torej se ne boste spotaknili ravno na pragu, tako kot na zadnje, ampak ste prepričani, da greste to pot preko? Delamo in se trudimo pokazati to, kaj delamo. Poskušamo prepričati volivcev to, da vemo, kaj delamo, da imamo prave zaveze, da delujemo varno, gospodarno in lokalno in verjamem, da bodo volilci nam zaupali ta glas. Prava anketa bo pa samo 3. junija. Tako, in na tiste ni popravkov, ne? Intimno vprašanje, Jernej Pavlič, ampak vendarle za politika to ni intimno vprašanje. Kako ste glasovali na referendumu za drugi tir? Mi se v drugem ponovljenem poskusu referenduma nismo udeležili, ker mislimo, da je ta zakon popolnoma nepotreben. Drugi tir bi se lahko začel graditi brez zakona in z evropskimi sredstvi. Zdaj, zakaj se je vlada odločila za tako pot in zakaj se ni dogovorila tudi z opozicijo, z nasprotniki, za stroko, je pa v bistvu morajo oni odgovoriti. Tako da mi se v tem drugem poskusu nismo udeležili, v prvem poskusu pa smo ljudi pozivali, da se ali odločijo po svoje vesti ali pa da na ta referendum ne gredo. Zdaj, gospod Jelinčič, vi imate radi zgodovino. Če bi se tam v 19. stoletju o železnici pogovarjali tako kot se v Sloveniji, kdaj bi dobili železnico Dunaj-Trst?
Ja, v takem primeru, kot je bila naša vlada in kot so bili ti cincarji, pa goljufi, pa lopovi, ki so bili pri vsej zadevi, bi trajala gradnja proge od Dunaja do Trsta, po moje še danes ne bilo narejene. Glede na to, kakšni so problemi, ki so jih premagali takrat, se to ne da primerjati. Pa še nekaj je, tista proga je celotna proga stala bistveno manj, kot bo stalo, oziroma naj bi stalo teh 27 kilometrov. Kajti v teh 27 kilometrih je po moje vštetih že kar nekaj stotin milijonov denarja za v žep v začetku, potem pa še v tistih 45 letih, ki jih je vlada predvidela, da bo ta firma vodila vse skupaj in bo imela koncesijo. Skratka, velika svinjarija in takrat je bila dolžnost vsakega poštenega državljana, da gre na referendumsko vprašanje in da glasuje proti. Tako prvič kot drugič. In mi smo to storili. Mi si bomo zdaj pogledali ene podatke o tem drugem tiru, koliko bomo zanj sploh odšteli. Dame in gospodje, pa bomo videli, koliko nas bo stal in predvsem, kaj so tiste nejasnosti pri drugem tiru, ko gre za vprašanje financ, tako javnih kot tudi kapitala, se pravi Evropske unije in nenazadnje tudi Madžarske, ki še je vedno vključena. Tole vidimo torej, spoštovani kandidati, da bodo izvedbena dela stala skoraj 900 milijonov evrov, 10 milijonov evrov manj oziroma tam nekje. Ostalih stroškov bo za 64 milijonov evrov, drugih storitev za 105 milijonov evrov in potem pridemo skupaj do številke skoraj 1,3 milijarde evrov. Gospa Krause, če primerjava to s slovenskim avtocestnim križem, vi veste, koliko avtocestnega križa bi zgradili s tem denarjem? Odvisno na kak način bi ga gradili. Če bi se o projektih odločala ista vlada, kot se je odločala za drugi tir, verjetno ne prav veliko. Vam povem jaz, 5,5-krat bi od Trojan do Vranskega zgradili odsek. 5,5. Tukaj pa govorimo o 27 kilometrih. Pa daleč, da smo strokovnjaki, ampak se vam zdi, da tukaj nekaj smrdi? Ja, tukaj nekaj precej smrdi. Sicer Slovenija drugi tir potrebuje, Luka potrebuje drugi tir in tudi ljudje, ki živijo na tistem predelu, si zaslužijo drugi tir, da ne bodo več stali v kolonah za tovornjaki. Smo pa v Slovenski ljudski stranki bili od vsega začetka proti temu zakonu, proti takšnemu načinu financiranja, proti tako dragemu projektu in predvsem proti zastarelemu projektu. Kajti projekt, ki so ga izbrali, je tako, kot da bi se danes Mercedes odločil, da bo pa od jutri naprej izdeloval fičke. Verjetno bi jih bolj malo prodali. Zdaj, gospod Luketič, banaliziramo probleme z drugim tirom ali so problemi vendarle takšni? So naivne narave? Zdaj, če se spotakne vlada, oprostite, pri eni maketi, potem ni neke garancije, da se potem ne bo malverzacij in v navednicah svinjarij pri 1,3 milijardni pogači, Ja, hvala za vprašanje. Pri zadevi je najbolj moteče to, da imamo v Mariboru agencijo za železniški transport, ki jo prikrito ukinjajo, ker vsak, ko se upokoji, ne zaposlijo novega. In kolikor imam jaz podatke, je večino projekta pripravila že ta agencija, tako da je ta posredniška družba, mislim, da 2 TDK čisto odveč, dobijo samo neko smetano v bistvu za nedelo, da nadzirajo delo in je neodgovorno, ob tem pa vidimo, da policija nima dovolj opreme, da za vojsko ni dovolj denarja, večina bo raje šlo v lakirnico, lakirati avtomobile, ker bo imeli večjo plačo, kot pa če so vojaki, ko branijo domovino. Mislim, da so ravno tu te rezerve, ki bi jih ta vlada zlahka preusmerila v dogovor z učitelji, z javnimi službenci, pa tukaj zagotavlja nekaterim za nedelo masne zaslužke. Mi bomo zdaj pogledali eno izjavo. Seveda so mnenja pri drugem tiru precej deljena. Tudi glede stroke, ne samo politike, in ena od alternativ, ki jo predstavlja, je skupina zbrana okoli doktorja Jožeta Duhovnika. Ta nam je za našo volilno oddajo predstavil svoj pogled na celotno situacijo, predvsem pa pogled na to z finančnega in tudi, lahko rečemo, organizacijsko-tehničnega vidika. Pa poglejmo. Bistvena sprememba, razlika od obstoječe vladne, je ta, da izkoriščamo večji nagib, ki je dovoljen za hitre proge tako v Evropi, kot tudi v Nemčiji, ki se uporablja. Mi uporabljamo do 40 promilov nagiba,
in to dosegamo z potisno silo, ki je lahko z vlečno varjo ali, če hočete, tudi z potisnimi lokomotivami, ki so težje izvedbe in jih recimo v tem trenutku v svetu delajo od 400 do 500 kosov. Take lokomotive so primerne za naše razmere in se lahko uporabljajo pod kakršnemkoli tokom. Mi predlagamo izmeničen tok, tako kot Hrvatije in Madžari. Prav zaradi tega, ker uporabljamo vlečne, potisne lokomotive, je naša vrednost celotnega projekta po enotnih cenah 700 milijonov, še cenejše za 100 milijonov, medtem ko po istih enotnih cenah, kot jih ima vladin projekt, pride številka do 2,5 milijarde evrov. Mi trdimo, da je razlika 2 milijardi tako velika, da bi ljudje morali jasno pokazati, da se takih projektov ne sme delati na pamet. Tako torej strojni inženir dr. Jože Duhovnik, zdaj pa vas sprašujem, gospod Jelinčič, se zdi, da ta človek ni bil slišan, nihče ga resno strokovno ni demantiral, po drugi strani pa, tako kot sam pravi, pa njegovi podporniki, vlada niti slišati ni želela o tem, ampak če bi bili vi predsednik vlade, ne bi prisluhnili človeka, ki ima rešitev, ki je 4-krat cenejša. Ja, če bi bil jaz predsednik vlade, bi ga najprej poklical na razgovor in se z njim pomenil o teh strokovnih zadevah, seveda v enem takem strokovnem timu. Vendar, če bi bil jaz predsednik vlade, ne bi razmišljal o denarju, ki bo padel v žep in ki bo šel na neznane poti. Jaz mislim, da tukaj se je dogajalo nekaj, kar pravijo na Štajerskem, da so se svinje zbrale pri koritu in se prerivajo, kdo bo več požrl v prvem hipu. Je pa še eno vprašanje tukaj. Zdaj naj bi bil tir do Divače. Kaj pa naprej? Slovenska infrastruktura železniška, kompletno vsa je v razsulu. Tukaj le govorijo, da bojo iz Magne vozili avtomobile v Avstrijo, ampak tam je samo en tir. Tu samo en glaj spele tja. Mislim, to je grozljivo. Če pogledamo ostale proge, hitrost, recimo, povprečna hitrost vlaka je pri nas okrog 39 km/h. Iz Ljubljane do Maribora, če ne greš z ne vem kakšnim avionskim brzcem, rabiš 4 ure. To je svinjarija. In kdo odgovarja za to? Nihče. Zakaj? Zato, ker je sama Sodrga nabrala, ki ima lepljive prste in ki je čisto malo mar za razvoj domovine. Gospa Krosa, imamo preveč ljudi v politiki, ki imajo lepljive prste, pa premalo takšnih, kot je Jelinčič, ki ima nekaj v žepu, pa ne gre za eksistenco. Vsaj tako pravi. Vsekakor slovenska politika vključuje premalo stroke in to preden se neumnosti storijo. Spraševati jih potem, ko je nek zakon že sprejet, je pač prepozno. Se pa strinjam, da je potrebno celotno železnico precej obnoviti in posodobiti. 6 ur in pol sem se vozila nekega lepega ponedeljka s Ptuja do Ljubljane. In vsakodnevno ima vlak, ki prihaja na Ptuj, večje zamude, kot jih je imel za časa Jožefa. Tako da vsekakor je potrebno nekaj narediti, ne samo na tem delu proge. Imamo pa pač to srečo, da je ta vlada odstopila in da ne bodo sprejemali pogojev in cene in izbirali izvajalcev za obnovo večjega dela proge. Bomo pa to storili mi, ne, Zmago? Tako je. A to je že nova koalicija? Ne, to je samo prijateljsko prepričevanje. tako glas razuma, kajti v Slovenski ljudski stranki mi damo zelo veliko na zdravo kmečko pamet. Zdrava kmečka pamet vključuje, da moraš imeti dober plan, dober razlog, vedeti, kje boš vzel, kam boš dal in kaj boš za to dobil. In z ljudmi, ki na tak način razmišljajo, se potem da tudi skupaj delati. Sam veste, kmetov je vsak dan manj, ne? Če boste pa vprašali Židana, pa ne, ampak to je že druga tema. Jernej Pavlič, zdi se, da neke usporednice z recimo TEŠ6, da tudi zdaj, ko nova vlada pride, da bojo dečki z Dragonjo na čelo speljali na 2 TDK stvari tako daleč, da bodo rekli, glej, moramo narediti, mi smo oddali dokumentacijo, evropska sredstva dobimo, če pa bomo odstopili od tega, itak so bila zamrznjena, pa ne bo nič. Napačen vtis? Poglejte, zakon je sprejemala koalicija oziroma ga je predlagala vlada, tako da naslednja, se pravi koalicija oziroma naslednji izvoljenci ljudstva morajo seveda ta zakon revidirati. Mi smo v program zapisali tudi, da drugi tir potrebuje nujno finančno revizijo, ker smo v drugem tiru se ne govori veliko, vedno se
vlada hvali, da je do sem pripeljala projekt, da je bilo izgrajenega, da so naredili maksimum in da prejšnje vlade niso delale nič. Ni res. Projekt je star že vsaj 10 let in vse pretekle vlade so dodelale svoj košček. Tako da, tudi ko je bil še SLS v koaliciji, je ta projekt že začel in je trasa bila začrtana. Tako da jaz bi predlagal, da vsi začetniki projekta oziroma pobudniki, ki so sodelovali in pripeljali projekt do te točke, da je pred realizacijo, ne govorijo o tem, da bi spreminjali traso, da bi ponovno odkupovali zemljišča, ker potem drugega tira ne bo do leta 2050. Mi smo na točki, kjer so vsa zemljišča odkupljena, kjer je pripravljeno za gradnjo, vsekakor je pa treba finančno revizijo napraviti in seveda pogledati, zakaj ta projekt po nekih standardih ne pije povprečne cene pri izgradnji železnic, tako kot je po ostalih evropskih državah. Tako da tukaj se strinjam s predgovornikoma, finančna revizija je vsekakor potrebna. Gospod Luketič, je obljube Mira Cerarja, predsednika vlade, v odstopu o tem civilno-družbenem nadzoru drugega tira, je to metanje peska v oči ljudem? To je beseda, ki v bistvu ne nosi pravnih posledic, ker civilni nadzor nima možnosti ukrepanja, odgovornosti za neodgovorno ravnanje z denarjem in podobno. Tudi Nova Slovenija ima v predlogu, da je potrebna revizija, ve se, koliko je za 1 kilometer proge tudi na zahtevnih terenih potrebno, vsekakor pa projekt že zamuja. Te 6 bi lahko ostavili, takrat so rekli, da se več ne more, to je bila napaka, tukaj pa zamujamo in nas bojo te poti obšle. Naj povem, da sem 1995 bil v Hagu, vsakih 15 minut je v vsako mesto na Nizozemskem vozil vlak. Vsakih 15 minut, sploh nisi rabo nekega dnevnega reda, v soboto in nedeljo pa vsako uro, leta 1995. In za tem prenovo železniške infrastrukture zamujamo, potrebno bo najti krepka sredstva, vsekakor pa menim, tako kot sem povedal pri prvem odgovoru, da posredništvo 2 TDK ni potrebno, da je metanje denarja proč in bi ga lahko namenili za plače policistov in vojakov. Jernej Pavlič, 3 ključni infrastrukturni projekti v vašem programu. Spravi, izgradnja drugega tira kot prvi prioritetni projekt, ki je že dejansko v fazi realizacije, predtem samo finančna revizija. Drugi projekt je razvojna os proti Metliki in tretji razvojni projekt, ki ga še nihče ni omenjal, niti imel v programu, je vsekakor hitra železnica med Ljubljano, Brnikom in Jesenicami. To je mednarodna železnica, ki bo povezala center Ljubljane z letališčem in pa seveda z Avstrijo in Italijo. Tako da ta je eden izmed zelo pomembnejših. Prvi del oziroma severni del tretje osi ste namenoma izpustili ali smatrate, da je projekt že v izvajanju? Kot celotno os, tako od Metlike do Slovenj Gradca. Mi bomo pa zdaj pogledali, dame in gospodje, kakšna je sploh časovnica. Kdaj bo lahko človek iz Slovenj Gradca prišel v Ljubljano v nekem normalnem času in zato ne porabil pol dneva. Poglejmo, kakšna je projekcija, izgradnja severnega dela osi, Šentrupert-Velenje, Slovenj Gradec, torej hitra cesta. Pomlad 2018 je že mimo, odkupi zemljišč, izbira projektanta, bomo videli, če bodo vsi postopki zaključeni. V jeseni 2019, torej prihodnje leto, zaključek projektiranja, pridobivanja gradbenih dovoljenj in začetek gradnje, zaključek projekta pa leta 2023. Gospod Jelinčič, verjamete tem smelim načrtom in časovnici? Ne verjamem. Če bi živeli v eni drugi evropski državi, tudi v Romuniji, na Madžarskem, na Poljskem, na Češkem, bi bilo to izvedljivo. Še prej bi naredili. Ampak ker živimo v Sloveniji, se bo tukaj toliko sodrge nateplo tukaj okrog, da tu ni možnost, da bi do 2024 naredili. Edino, če bi tiste, ki so golfali pa kradli, pa milijarde in milijone pokradli, da bi jim dali v roke krampe pa lopate, pa bi jih nagnali kopati tunele kaj proti Slovenj Gradcu. Mislim, da bi bilo to zelo zdravo, pa prej bi bilo narejeno. Pa še ena zadeva je, prej je bilo govorjeno o revizijah projekta. Revizija projekta je samo prvi korak. Zadnji korak je kazenska ovadba za vse te, ki so bili vpleteni in potem zapor za njih. Gospa Krause, veste, kaj me zanima? Zakaj Ljudska stranka ni bila glasnejša? Vi ste zagovorniki slovenskega kmetijstva podeželja. Veste vi, koliko hektarov so s traso F22 uničili? Slovenska ljudska stranka je bila glasna, ampak ni bila slišana. To je pa problem, ko si izven parlamentarna stranka, ki te mediji pač ne jemljajo resno. O tem smo že na začetku soočenja nekaj rekli.
Vsekakor smo imeli stališče, da ni bilo prav, na kak način se je tega lotilo. Mi nimamo nič proti investicijam, niti proti tujim investitorjem, nimamo nič proti industriji, nimamo nič proti razvoju gospodarstva, celo obratno spodbujamo ga. Ampak pogoji morajo biti za vse enaki, pomeni za domače in za tuje. Lahko so šli sprejeli interventni zakon in sofinancirali tujega investitorja, brez da bi prej vedeli točno, kaj dobimo, ker sedaj že vemo, da to, kar so nam obljubljali, da dobimo, ne bomo dobili. Govorite o Magni? Ja. Okay. Ja, vsekakor. In na drugi strani, če si pa hoče kmet podaljšati lopo za 3 metre, pa potrebuje ne vem kako dolgo za ne vem kakšno. Sam, da se bo razumela. Jaz zdaj sprašujem o izgubi kmetijskih zemljišč na trasi F22, ki je bila zbrana, torej Šentrupert-Velenje. No tako, izguba kmetijskih zemljišč me je pripeljala na zelo različne izgube kmetijskih zemljišč, ker takih projektov imamo v Sloveniji veliko. Pomembno je, seveda, dobra infrastruktura je pomembna, brez nje se ne more razvijati ne kmet in ne gospodarstvo na splošno. Je žalostno, velikokrat, kje se te trase izberejo. Veste, ni pa enostavno. Vse posod je treba sklepati kompromise, ker moraš odkupiti zemljišče, če hočeš nekaj narediti. Kot vidimo, se projekti odvijajo prepočasi, v vsakem primeru. Če bi tukaj še bolj zakomplicirali, bi se še dlje vse skupaj trajalo. Je pa seveda narobe, da se ni poskušala trasa poiskati drugje. Kdo je bil pa za to kriv, pa mislim, da ga tukaj v tem studiu ni, boste mogli koga drugega vprašati. Ja, težava je s tem, da včasih pač odgovorni ne pridejo radi tu v studiu, tudi predstavniki nekaterih strank, dame in gospodje. Moramo povedati, da smo imeli pred tej volilno kampanjo v okviru kar nekaj težav z vabljenjem gostov, tako strani največje vladne stranke SMC, kot tudi Liste Marjana Šarca, ki na zadnjo soočenje svojih kandidatov ne bodo poslali. Kaj si vi vsem skupaj mislite, oziroma kakšen je njihov odnos do vas, ki jih boste volili, pa je vaša stvar. A oni pač mislijo, da mi nismo dovolj pomembni ali kompetentni, da z njimi govorimo o njihovih programih in tudi delamo bistvo računico zadnjih 4 let, toliko pojasnilo. Sicer pa bomo zdaj pogledali še eno grafiko vezano na infrastrukturne projekte, govorimo pa o cenah avtocestnih odsekov, o čemer se pogovarjamo, koliko so stali nekateri odseki. Arja Vas-Vransko 20,9 km, 132 oziroma 139 milijonov evrov, Blagovica Šentjakob 20,3 km, več kot 200, skoraj 300 milijonov evrov, pa potem Vučja vas, Beltinci na vzhodu 113 milijonov evrov, v bistvu najmanj zahtevna gradnja, in pa Trojane Blagovica 8,2 km, najdaljši odsek oziroma najdražji odsek 212 milijonov evrov. Gospod Pavlič, a je prav, da zdaj mi država, torej Dars gradi v imenu države, ja? A je prav, da ta Dars tako prepuščamo trgu, da se zadolžuje, in se vam zdi, da ima Dars vzdržen sistem obvladovanja, na eni strani dolga in na drugi strani tudi vseh teh projektov, ki so pred njim, ker financiral jih bo Dars? Ja, vsekakor mislim, da je Dars nastal z namenom, da zadolževanje, ki ga izvaja za izgradnjo določenih infrastrukturnih odsekov, ne bremeni proračuna in s tem ne povečuje dolga, ki ga ima država. In s temu je državi oziroma Darsu omogočeno obstransko financiranje in zadolževanje. Tako da jaz mislim, da namen samega Darsa je ustrezen in mislim, da tudi za državo uporaben. Zdaj, kar se tiče pa financiranja in projektov, pa jaz mislim, da vsekakor dolgoročno bo treba poskrbeti, da bo dobil tudi neke druge oblike financiranja, ker vsi ti projekti, ki so pred Darsom, mi smo se pogovarjali tudi o ideji, da bi Dars izgradil drugi železniški tir, ker dejansko obstoječa firma, ki obstaja, zakaj ustanavljati novo? Ali pa, da bi tu vstopile železnice pri drugem tiru, ker ima infrastrukturo. Tako da, kar se tiče samega finančnega modela Darsa, trenutno je še vzdržen, vsekakor pa dolgoročno bo treba nekaj narediti na cestninjenju tovornih vozil, to, kar se trenutno že dogaja, se pravi elektronsko cestninjenje po kilometru. Naša ideja pa še je, seveda, vkolikor bi to omogočale tudi tehnične zmogljivosti, da bi bilo cestninjenje ne samo po kilometru, ampak dejansko tudi po tonaži. To poznajo že razvite države in da dejansko tovornjaki, ki so obteženi oziroma imajo polno os, plačajo večjo
ceno kot tisti, ki so prazni. Tako da ne plačujejo vsi enako. Dobro. Zdaj bomo, dame in gospodje, pogledali še, kako je ta Dars, o katerem govorimo, posloval v preteklem letu, torej v letu 2017. Dars namreč je tisti, ki mora obvladovati svoj dolg in razvijati naprej in vzdrževati avtocestni križ, pred njim pa je kar nekaj investicijskih izzivov. Zdaj bomo torej videli te podatke poslovanja Darsa v letu 2017, prihodki v višini 459 milijonov evrov, odhodki v višini 285 milijonov evrov. Človek se vpraša, kam so dali razliko, so si je izplačala uprava? Ne, nisi je. Odplačala je za 203 milijone evrov glavnice. Zdaj v eni prejšnjih oddaj sem spraševal po dolgu Darsa, pa zdaj ne bom delal te ankete, ampak vendarle sprašujem pa vas vse skupaj, gospa Krause, najprej, da zaključimo to temo, torej, kar zadeva avtocestni križ, vzdržen sistem, nevzdržen sistem, kako bi gradili v nekaj stavkih, prosim. V bistvu sedaj, ko ste mi pokazali te podatke, se jaz sploh ne čudim, da si mi že lokalno 16 let prizadevamo za južno obvoznico Hajdina-Ormož. In če so cene takšne, potem je še zelo hitro seveda ne bomo imeli. Dars je zadolžen, da država ni bolj zadolžena. Ja, razumem to do neke mere, mi pa popolnoma ni sedaj jasno, kdo bo potem odplačal ta dolg in kakšne bodo v prihodnjem cene vinjet, ker to bo vsekakor nekako potrebno trpeti. Bomo pa na tak način potem vseeno plačali mi. Sistem je vzdržen, za zdaj se smo slišali. 2,4 milijarde evrov je dolga, ampak je vzdržen, se servisira. Tudi denar je danes na trgu poceni. Gospod Jelinčič, še vaših par stavkov. Jaz mislim, sistem ni vzdržen. Ta model financiranja ne vzdrži teže, ki jo nosi potem Dars in preko Darsa seveda država. Saj to ni neka evakuirana družba. Prej ste pokazali, kako so koštali projekti. Vsak nadaljni projekt je bil približno krat 2 od prejšnjega projekta. Zakaj? Kam je šlo vse skupaj? In še nekaj, tovornjake je treba spraviti na železnice, ne pa da uničujejo ceste. Vse normalne države jih dajo na železnice. Dobro, sam ne na te železnice, o katerih ste vi prej govorili, na teh 39 km/h. Zato je pa treba narediti pravo železnico in to čim prej. Mislim, da denarja je v svetu dovolj in tudi Evropa ima dovolj sredstev, da bi lahko kaj naredili. Vendar imamo mi neko komisarko, gospod Bulc, ki dela vse drugo, hodi po žerjavici, se smehlja levo, desno, odpira knjižnice, nič pa ni naredila za našo državo. Popolnoma nič. Prejšnji komisar, ki je bil Italijan, je naredil za Italijo ogromno. Tukaj pa gospa se zanima, kako se bojo plačevale vinjete v Nemčiji, v Sloveniji je pa čisto nič ne briga. In to je tisto, kar je slabo. Prav, mi kmalu nadaljujemo, dame in gospodje, mi zdaj odhajamo na kratke oglase, potem pa bomo nadaljevali z novo temo s pravosodjem. Pravimo, da je Slovenija socialna in pravna država in se sprašujemo, ali je to samo v 2. členu slovenske ustave ali pa je v resnici tudi socialna in pravna država v praksi. Kako delajo sodišča, tožilstvo in številne druge institucije. Ostanite. Pa smo nazaj v zadnjem oziroma predzadnjem soočenju na letališču Edvarda Rusjana, kar zadeva volitve poslank in poslancev v Državni zbor za leto 2018. Govorili pa bomo v nadaljevanju o pravosodju, o tem, ali je Slovenija res pravna in socialna država, ali se pač, ker je to lepo v ustavi, v svojem 2. členu, kot takšno deklarira. Kako delujejo sodišča, kako tožilstva, ali vas, nekega politika, roka pravice doseže enako hitro in enako učinkovito, pa ne v krivosodju, temveč od pravni državi po slovensko pač. Z naslednjimi gosti, ki so še vedno z nami, Jernej Pavlič, Zdravko Luketič, Zmago Jelinčič in gospa Krause iz Slovenske ljudske stranke. Zelo konkretno, gospod Jelinčič, vi ste že bili pred roko pravice na sodišču, zgodba se je razpletla, kot se je izpletla. Ampak kaj bi dejali, je za enega Jelinčiča, Pavliča, roka pravice ta dovolj trdna, enako trdna kot za nekoga drugega, ki ima mogoče še pod palcem več, pa večji vpliv in v politiki in gospodarstvu kot vi? Slovenska pravna pravica je farsa. Dejstvo je, da naši sodniki in tožilci urejajo vse te zadeve glede na priimek in glede na politično opcijo, ki ji prvič oni pripadajo oziroma ki je na oblasti.
Tako da delec stran od tega. Zato je skrajni čas, da se tukaj nekaj naredi. Kaj se ne naredi? Ne? Mi vsi, gledajte, gospod Jelinčič, mi otresamo po tem pravosodju. Vsak komentira, ki ima 5 minut časa. Pa jaz ne verjamem, da ali pa da ne žalim državnega zbora ali pa pol politike, ne vem, če pozna zakon o kazenskem postopku in procesov, ki so v tej državi potrebni, da nekoga spraviš v zapor. Politik je najlažje reči, barabe je potrebno zapreti. To rečem tudi jaz. Sem nekaj treba narediti. Verjamem, tudi jaz to rečem. Samo pogledajte, če imajo dobre zveze, če zginjajo dokazi iz tožilstva, če policisti gledajo stran, ne policisti, kriminalisti gledajo stran, če pustijo dokaze, da izginejo, da se zbrišajo in kaj vem še vse, kaj je treba narediti? Treba je najprej uvesti materialno in kazensko odgovornost vseh teh ljudi, vključno s tožilci in sodniki. Kajti šele takrat bodo pazili, kako sodijo in bodo sodili po zakonu. Kateri politik pa odgovarja s svojim premoženjem? Zakaj bi naj sodnik, ki se lahko zmoti, v eni besedi se lahko zmoti? Vi se tudi lahko zmotite kot politik. Gospod Miro Cerar, a bo kaj plačal svojega žepa? Ne, dnevnico bo dobil. Gospod Miro Cerar je pokazal, da ni nikakršen pravnik, da je naredil sicer pravno fakulteto, da ima sicer doktorat, ampak se opravičujem. Za mene to ni pravnik, ampak je en pravni ignorant in bi rekel en tako kot da bi delal eno večerno pravno šolo. Dejstvo je, da tukaj je treba urediti tudi to, da sodniki in tožilci ne bi imeli trajnega mandata, potem bi se bolj trudili. To se morajo. Ampak, veste, merila je potrebno določiti, kaj je potem govoriva o reelekciji, če se izrazim zdaj, ne vem, proameriško ali pa sofisticirano, okej? Ja. Ampak kaj? Ok, Zmago Jelinčič, vi ste sodnik, po čem vas sodim? Po tem, koliko ste jih spravili v zapor? Ne, po tem, kako sem sodil, kako sem upošteval zakone in kakšne... Ampak spet bo nekdo nad vami. Kdo bo tisti, ki bo to presojal? Da ne bo domnevnega političnega... Strokovna služba, v katero morajo biti vključeni ljudje iz Evropskega sodnega sveta, ki bodo kontrolirali, ker bodo neodvisni. Danes te kontrole ni. Ni je iz večjih razlogov, zato ker naši gospodje in gospe tega ne dovolijo in drugič, zato ker nas Evropa gleda kot eno banana republiko, ki jim je čisto vseeno, kaj se pri nas dogaja. Zato tudi je Slovenija na popolnem vrhu koruptivnosti visokih kadrov, kjer se vključuje tudi sodna in pa tožilska in pa policijska oblast. Samo po indeksu korupcije ni Slovenija tako na visokem mestu. Vam lahko pomagam na 34. mesto med 180 državami po raziskavi Transparency International. Jaz sem objavil na svoji spletni strani nemške raziskave, ne kaj naši modificirajo in kako. In pa če upoštevajo zraven še afriške države, kot so Botswana, Zaira in podobno, tistega jaz ne štejem. Je le delec stran od tukaj. Ampak evropske države in te v bližini so bistveno na boljšem, kot smo mi. Srbija je v tem primeru 6 mest za Slovenijo. Prav. Zdaj bomo pogledali, spoštovane in spoštovani, eno izjavo. Ugledne pravnice, več kot desetletje je bila med najbolj uglednimi pravniki v tej državi. Danes je varuhinja človekovih pravic. Državni zbor jo je podprl z veliko večino in zagotovo se vsak dan srečuje s stiskami ljudmi in če kdo ve, kako je na terenu, potem ve ona, varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Ljudje morajo dobiti zaupanje v delo institucij. Meni je izredno težko poslušati, ko ljudje govorijo, smo drugorazredni. Vsi smo prvorazredni ali pa drugorazredni. Ne sme biti izjem. Torej, če greš na sodišče po pravica, mora biti popolnoma enaka zate ali za tvojega soseda ali za uglednega direktorja. Ta občutek pa ljudje še vedno imajo. In zato se mi zdi, da bi morale vse te službe tudi morda večkrat stopiti pred javnost, poročati, kajti če ljudje nekaj ne vedo, si razlagajo po svoje. In potem zelo težko jih prepričaš, da ni res, da ni obsodb za ta dejanja, da so postopki za nekoga tako kratki, za nekoga dolgi. Gospod Pavlič, sodišče je dejalo, da je tožba glede premoženja nezakonitega izvora Franca in Maše Kangler, njegove hčere, neutemeljena. Kolega je komentiral takole: ta in ta odvetniška pisarna pa res zmaga nemogoče. Franc Kangler se verjetno ne bo strinjal, ampak postiva zdaj vsebinsko. Kaj sporočamo s tem? Dober odvetnik, dosti denarja, boljša pravica in bolj tvoja pravica. Pa lahko potegneva kar nekaj primerov.
Ravno to sem želel povedati, ne glede na ta primer, ki ste ga navedel, jaz ga ne poznam in ga tudi ne bi želel komentirati. Ne, se ne želim, da ga komentirate, ampak mnenje prevladuje, da če imaš dobrega odvetnika, pa ne bom delal reklame za nekoga, ki je zdaj pač predsednik UEFA, ne? Ampak polak zmagaš. Ravno to sem želel povedati. Ker se tiče pravnega sistema, ne bi se želel samo opredeljevati, ampak mnenje ljudi je točno tako, kot ste ga navedel. Če imaš denar, če si prave, da temu rečemo, politične ali vplivne družine, potem je zate možno vse. Se pravi, ni obsodb, postopki padajo, določene stvari se zavlečejo. Če zna kdo našteti, koliko vplivnih ali pa premožnih ljudi pa je bilo obsojenih v Sloveniji. Jaz sam jih ne poznam, pa ne zato, da bi karkoli imel proti sistemu, ampak tako je mnenje ljudi na terenu. Se pravi, če imaš denar, se da marsikaj narediti z dobrim odvetnikom, če si pa navaden državljan, te pa tako, kot se v našem primeru na Gorenjskem, za 20 evrov, ki jih je nekdo na AMZS-ju prejel za mogoče hitrejšo storitev, ne vem, na pultu sedaj sedi oziroma je dobil obsodbo za 3 leta. Tako da v Sloveniji imamo zelo merila, zelo čudno nastavljena. Če se malo pošalimo na Gorenjskem, je lahko problem za 20 evrov, razumem. Tako, ampak za to 5 milijardno luknjo pa ni še nihče odgovarjal. Jaz mislim, da v Sloveniji moramo neke stvari izčistiti zdaj, ali je to problem v samem sistemu, zakonih ali v sodnikih, to bi težko komentiral. Vsekakor pa mislim, da je potrebno pri ljudeh z nadaljnimi koraki vsekakor vzbuditi zaupanje v sam sistem in da je pravica, ne glede na to, ali si bogat, ali si reven, ali si iz Maribora, ali si iz Nove Gorice, enaka za vse. To pa danes, po mojem mnenju in po mnenju nekaterih ljudi, ni. Glejte, zdaj ste mi povedali eno stvar, ali pa sem jaz napak razumel, pa me boste popravili, da so Hilda Tovšak, Igor Bavčar, Kordež, statistične napake. Ali pa niso vplivni posamezniki? Ne, so. Zdaj tudi, če gledate te, ki ste naštel, pa jih tudi ne bom poimensko omenjal, marsikdo že ne sedi več, opravlja vikend delo. Tako da, glede na grehe, ki so bili izvedeni, glede na številke, ki so bile izgubljene, jaz mislim, da bi morali biti te obsodbe bistveno više, ampak se ne želim spuščati v posamezne primere. Zdaj, če pa še druge primere gledamo, ki jih pa še ni, pa se mogoče danes pojavljajo tudi v nekih državnih podjetjih kot vodilni delavci, pa so v preteklosti dajali tajkunske kredite, podaljševali te tajkunske kredite, danes pa prihajajo kot neki rešitelji na vrh SDH-ja, na vrh NLB-ja, v upravne odbore in tako naprej. Tako da jaz mislim, da bi novinarji morali poimensko tiste ljudi, ki so že bili v nekih zgodbah, poimenovati in dejansko to konstantno vrteti, da se te ljudje ponovno ne pojavljajo v nekih zgodbah ali pa kot strici iz ozadja v nekih drugih zgodbah. Tako da jaz mislim, da tukaj je predvsem odgovornost na novinarstvu in seveda tudi na drugih organih, ki morajo na koncu tudi te primere procesirati, kjer se ugotovijo nepravilnosti. Jaz verjamem, da bomo mediji še vedno smo svoje del naloge opravili. Vprašanje za druge pa ne moremo komentirati. Verjamemo in upamo pa, da se vsi trudijo po svojih najboljših močeh. Zdaj bomo pogledali, spoštovane ene podatke. Pred leti se je slovenska politika šla stampedo. Popularno je bilo reči, če si politik, da mora ta in ta oseba v zapor, da mu morajo takoj odzeti premoženje in mu onemogočiti poslovanje. Pa smo dobili zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Danes, mogoče 3, 4, 5 let kasneje, se nihče ne sprašuje, ali je učinkovit ali ne. Mi pa smo pogledali, kakšna je dejansko statistika na tem področju in ali smo zaradi nekaj osamljenih primerov rešili to državo, ki jo pravimo Slovenija ali mala Švica. Podatki pravijo takole, postopki po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Za leto 2017 odrejena finančna preiskava v 17 primerih, 18 primerov predlogov za začasno zavarovanje premoženja in pa 17 tožb zaradi odvzema premoženja. Zdaj bomo vse skupaj pokomentirali v smislu, da gre za 5,4 milijona evrov tožbenih zahtevkov. Zdaj pa, gospod Luketič, ali jaz slabo slišim, vidim, ali pa je nekaj narobe z mojo zavestjo. Namreč, jaz slišim od politikov vas, da so milijarde v tujini, da so milijarde na davčnih oazah, tu pa govorimo o drobižu v bistvu. Če dovolite, bi mogoče en stavek dodal za cestninjenje, ker nisem prišel do besede. Mislim, da je imel Dars na mizi dva načina cestninjenja. Izbral ni satelitskega, ki bi bil uporaben tudi v primeru spremembe cestninjenja, recimo ukinitve vinjet ali podobnega. Izbrali so dražji sistem in ko bojo se spremenile direktive v Evropi, bomo zopet ta sistem nadgrajevali. Menim osebno, da je to neodgovorno.
Do sedaj je bilo dejansko odvzetega nekaj prek 2 milijona od teh zahtevkov že realiziranih odvzemov. Menim, da je sproti registrirano prenos sredstev v tujino. Vemo, da je pri prodaji Term Maribor bilo preneseno na en drugi račun 2 milijona evrov. Noben ni to raziskoval, zakaj je šlo. Podatki so znani, zakaj se ne ukrepa, se človek sprašuje, ali je splošna korupcija ali kaj drugače. Nova Slovenija predlaga, da se sodni svet, to je edina stvar, ker bi ustavi spremenili tako, da sodniki nimajo večine v sodnem svetu in se bi potem depolitiziralo imenovanje sodnega sveta. Sodni svet bi moral te stvari nadzirati, hkrati bi rabili kodeks sodniškega dela, kjer sodnik, če nekatere stvari zastarajo, obtičijo v predalu, kjer je možno dokazati veliko malomarno delo pri odločanju in v takih primerih bi morali biti sodniki tudi osebno za posamične primere kazensko odgovorni. Seveda pa po teoriji prava morajo imeti stalni mandat, da niso odvisni od političnih pritiskov, vendar rabijo potem preizkusno dobo 5 let. Človek se ne more spraševati, osebno menim, da so politično motivirane nekatere sodne preiskave, ki se pojavijo tik pred volitvami. Nekatere zadeve, kot je bilo Računsko sodišče, ki je bilo negativno mnenje za župana v Mariboru, pa so rekli, da zaradi lokalnih volitev tega negativnega ali z pridržkom niso izdali, da ne bi vplival na lokalne volitve. Župan je bil iz leve sredine. Človek ima na nek način občutek, da vendarle sodniki odločajo arbitrarno, da se preveč s postopki ukvarjajo z procedurami in kljub temu padajo premalo pa z vsebinami. In na drugi inštanci bi morali odločati, ne vračati na prvo. Vi zdaj mešate hruške pa jabolke. Vi govorite o Računskem sodišču. Kaj ima Računsko sodišče s pravosodjem, lepo prosim? To je tudi eno področje nadzora finančnega. Seveda nima za pravosodje, ampak to je samo en primer prakse, ki se začuti tudi na sodiščih. Zdaj, če izhajam jaz vaše teze oziroma primera s Fištravcem, ne? Pa greva na zadevo, pa greva na splošno, pa greva na Kanglerja, če hočete, pa Zidarja, pa Tovšakovo. Vsak, ki je politik, pa sta bila Janković pa Janša pred KPK, vse v tej državi je politično motivirano. Kdaj je človek se polo vpraša, ko gleda tako na pravosodje, kdaj je pravi čas, da preiskuješ politika? Ali gremo spet neke svinčene čase, kjer so ti delegati nedotakljivi in bi poslanci imeli, ne vem, boljšo imuniteto, ki jo imajo danes? Ne razumem. Vedno je čas, samo da nekateri postopki so že znani, pa se vlečejo, pa se sprožijo obravnave, pa razprave tik pred volitvami. Janša je bil dan celo v zapor, postopek je zastaral, po moje namerno, da ne more priti do odškodnine. Janković ni šel nikoli v zapor. Potem nekatere zadeve se napihujejo, da je toliko zgube 200-300 milijonov. Jankovićev sorodnik, sem bral članek, je naredil 200 milijonov dolga, šel bo v osebni stečaj, čez 5 let ne bo nič več dolžen. A se vam zdi to normalno? A se vam zdi to normalno? Nekatere druge pa naganjajo, da so naredili bančno luknjo. Če gre na Islandijo ali drugod, bi se tudi pri nas lahko ta odgovornost zgodila. Najmanj to, kar je bilo že povedano, da ljudje, kjer je do poslovanja prišlo tako negativnih posledic, več ne morejo konkurirati na to področje. Zakaj ne sprememo dodatne zakonodaje? Firme, ki so šle v stečaj, pustijo 500 tisoč dolga, privatniki grejo v stečaj, ker ne dobijo plačanih računov. Prednji je bil zakon uveljavljen, so na zalogo še 10 firm odprli. A se to ne da ugotoviti, da nekdo pošilja stečaj privatnike brez neopravičeno? Če bo Nova Slovenija, lahko spremenite zakon o finančnem poslovanju, insolventnosti in finančnem prestrukturiranju, ali kako že ima dolg naziv, in to zapišete, ne? Ampak veste, kaj bo pol problem, ne? Ko govorite o tem, prišla bosta gospod Bratina pa Jovanović, dva eminentna gospodarska pravnika, ki bosta dejala: Luketič, posegaš v našo podjetniško pobudo, pa ste že kršili ustavo, ne? Gospod Pavlič. So primeri dobre prakse v tujini, kjer so nad Bratino pa našimi, ki so pravzaprav, zakaj so še profesori, če že prej niso rekli pri taki zakonodaji, da toliko politično motiviranih sod pade, pa ne zagovarjam gospoda Kanglera. Človek se vpraša, a ni bilo to motivirano politično? Ja, jaz bi se samo navezal na kolega, ki je omenil bančno luknjo. Jaz mislim, da je treba začeti na vrhu, ne nekje na sredini. In na vrhu tega spiska so cerkveni dostojanstveniki in njihova podjetja. Več kot 600 milijonov so nakopali v slovenskih podjetjih in do danes še ni odgovarjal nihče.
nek večji dostojanstvenik, ki so ga predstavili v tujo državo, je rekel, da je teh 500 milijonov manjši spodrsljaj. 500 milijonov evrov manjši spodrsljaj. Govorite gospodu Rodetu, ki je dejal, da gre za lokalni spodrsljaj. Za lokalni spodrsljaj. Govorimo pa o pol milijarde evrov. To je pol drugega tira. To je os med Šentrupertom pa med Vranskim in tako naprej. Tako da jaz bi predlagal, da začnemo... Ampak kaj lahko tu naredimo? Saj komisija na komisijo. Kaj se bo tukaj zgodilo? Ne vem. Glejte, gospod Kovačič, ne primer, gospod iz NKBM. A on danes v zaporu. Vsi moralno, da se razumemo, da mi gospod Kovačič ne zameri, moralno lahko govorimo, pravnomočno je nedolžen, ampak vendarle, vsi govorimo, da je Kovačič lopov in baraba, ampak on se še vedno sprehaja po Šentilju pa Pesnici. Jaz samo upam, da v tem primeru se ne bodo zgubila elektronska sporočila, ki so šla med Novo kreditno banko Maribor in med vlado Republike Slovenije, ko je v vodu vemo, kdo... Glejte, v zadnji oddaji je gospod Breznik povedal z SDS-a, da to ni nič spornega. Sem politiki, včasih se ne morate odločiti za neposredni vpliv ali pa prakso korporativnega upravljanja. Kako vam upaše včasih, gospod Jelinčič, se zdi, da bi bili vi za to, ko govorimo ravno o bankah, da je, ne vem, predsednik vlade, upravljalec premoženja. Pa naj Cerar odloča o teh 10 milijardah, pa ga kličemo na odgovornost. Zdaj pa je ena horda ljudi, ki se ne ve, kdo pije, kdo plača. Če bi bil Cerar skrbnik, bi bilo še slabše. Ker mislim, da Cerar ne razume niti prava, niti finančnega poslovanja, niti česa podobnega. Jaz pravim, da bi morali bi dobiti neodvisne preiskovalce iz tujine in ki bi raziskali, ki ne bi bili vezani politično ali familiarno na kakšne zadeve, ali pa da bi bili podložni temu, da dobi v žep kakšnih 50.000 evrov, ki ponavadi se vrtijo podkupnine za ta rang približno okrog 50.000 evrov. Ampak en izziv, gospod Jelinčič, mi smo na slabo banko, torej družbo za upravljanje terjatov bank, pripeljali tujce. Oni so se tudi fajn izplačali, pa fajn pogodbe seveda. Torej človek se zdi, da ko prestopi mejo, ne vem, avstrijsko-slovensko mejo, zdaj, če prihaja s severa, da takoj postane lopov in baraba. Ni to, ampak iskali so takšne, ki so jih lahko potem po svoje vodili in jih plačali zelo lepo in tudi podkupovali. To je tisto, kar je narobe. Jaz sem rekel neodvisne strokovnjake in se jih najde. Prav, mi bomo zdaj pogledali še, kako je z delovanjem slovenskih sodišč, kako se na slovenskih sodiščih gibajo. Včasih smo govorili o enormnih sodnih zaostankih, danes je stanje malo boljše, statistika seveda ne pove vsega, pove nekaj, pove, kako tečejo postopki, koliko jih je, ne nazadnje pa je vsaka sodba zgodba zase, tako kot tudi vsak politik. Gibanje zadev na sodiščih 2016 907.000 zadev so prejela slovenska sodišča. V istem letu rešenih 950.000 zadev, torej indeks več kot 100. Na dan 31.12.2016 so imele 184.000 nerešenih zadev in 43,6% sodnika imamo na 100.000 prebivalcev, kar je ogromno. Gospa Krause, komentar teh, torej sodišča vendarle delajo. Zdaj, jaz vem, da z tega ne moremo videti, kako delajo, ampak vsake sodbe ne moremo odpreti. Sodišča delajo, glede na to, da je pa indeks več kot 100, me pa zanima, koliko let so bila stara tiste preiskave, ki so prišle več, da je bilo narejenih več, kot jih je v enem letu prišlo. Tere preiskave, mislite? Razrešili so več primerov, kot so jih v letu dobili. Aha, mislite sodbe? Tako. Koliko so bile stare tiste sodbe, ki so jih razrešili? V Slovenski ljudski stranki smo za odpravo trajnega mandata sodnika. Sodnik mora biti nadzorovan, tako kot mora biti nadzorovan zdravnik in kot morajo biti nadzorovani vsi ostali. In še nekaj pomembnega, smo tudi za odpravek sodne preiskave. Ker verjamemo, da marsikatera preiskava se ustavi oziroma marsikatera sodba potem pade, ker se vmeša sodna preiskava. Policija opravi svoje, popiše, kaj se je zgodilo, potem opravi svoje tožilstvo in na koncu ima človek čas, da do sodne preiskave premisli, kako se bo zagovarjal in kako se bo izmazal. Če ima dovolj denarja, si tudi lahko seveda plača takega odvetnika, ki bo našel luknjo. Luknje ni pa težko najti, ker je naša zakonodaja tako pestra, ker imamo toliko zakonov in podzakonskih aktov, da ni več križanka, kot naj bi bila, ampak ima veliko lukenj, skozi katere se da skozi priti.
Prej me je še Ok, sodna preiskava, kaj bi spremenili, ter del zakona, kako bi to uredili? Kaj, skrajšali bi postopek, preprosto bi ukinili Ne, sodno? sodno preiskavo bi ukinili. Kaj bi s tem pridobili na hitrosti S tem bi sojenja? pridobili na Kaj pa hitrosti. učinkovitost vam bodo vrnili drugi? Mislim, da bi bila tudi učinkovitost večja in mislim, da bi bilo veliko več ljudi zaprtih, ker vmes ne bi imeli časa, da bi si izmislili nove zgodbe. Ampak težava je, v tej državi ne zaupamo v policijo, pravimo včasih, da je politično motivirana, a zaupamo specializiranemu državnemu tožilstvu, ki ga vodi Hari Furlan? Jaz mislim, da ne, glede na razprave. In zdaj, kako preprečiti, vi bi delali reelekcijo sodnikov, kako da vam ne bo, ne vem, Vinko Gorenak z SDS-a ali ne vem, en z SD-a učitelj, vi ste pa zdaj na vladi, vi pa imate vpliv na to. Tako da bi se s tem ukvarjali strokovnjaki, ko sva prišla pa do policije. Če pa se tudi strokovnjaki z drugim tirom ukvarjajo, pa gledajte, kje smo. Jaz razumem, zakaj ljudje ne zaupajo policiji. Ker ima Zakaj? policija takšne direkcije, da se več ukvarja s prekrškarji na cesti, kot s tistimi, ki so zares lopovi. Ker morajo dnevno napolniti proračun za takšno in takšno vsoto, ne glede na to, kaj vse se je slabega v državi tih dan zgodilo. Koliko pa je indeks glob, recimo z leta 16 na 17? Ne vem, kakšen je, ampak jaz sem jih Pa ne precej govorite o plačala. podatkih, da se ukvarjajo z več globami, če teh podatkov ne veste. Govorite o nekih stvarih, ki so zelo pavšalne, gospa. Prost tega druga zadeva, ki me zanima, ko govorite o policiji. Saj isti policist ne lovi prekrška, razume na cesti, pa preiskuje Zorana Jankovića. Naj imate sektor kriminalistične policije, uniformirane policije, policijske postaje za izravnalne ukrepe. To ne vi moramo veste metati in to jaz vem, ljudje pa na to precej drugače gledajo. Sam midva morava pozorno povedati ljudem stvari, da ne bomo preveč pavšalni. Gospod Tako. Pavlič, pravosodje, kje je, ne vem, ali gordijski vozel ali tista ožina, da rečeva, je to policija, tožilstvo ali na koncu v končni instanci na sodišču? Zdaj bom zelo iskren, pa bom rekel, da po eni razpravi, kakšne 3 mesece nazaj, ko sem jo gledal na nacionalni televiziji, ko so bili vsi te direktorji, predsedniki, v bistvu sem na koncu prišel do sklepa, da dejansko je gordijski problem oziroma glavni problem njihovo medsebojno sodelovanje. Ker vsak za svoje področje pravi, da funkcionira super, nekako v timu, v ekipi, kjer bi mogli sodelovati pri podatkih, pri izmenavi, dejansko pri celotnem, da temu rečem, pri posameznem procesu pa nekako ne kaže. In vsak se je izgovarjal na drugega. In potem, ko si krog naredil, si dejansko ugotovil, mi smo super, samo projekti pa padajo. Tako da ključno je povezava in sodelovanje. Okay. Zdaj bomo mi pogledali še en del slovenskega pravosodja, torej tožilstvo. Tisti tožilci, ki sodelujejo s policijo in spišejo obtožnice, ter jih na to v imenu države zagovarjajo na slovenskih sodiščih. Kako je delalo tožilstvo v letu 2017? Vodi ga, kot veste, Drago Šketa. 27.985 podanih kazenskih ovadb, 28.000 rešenih kazenskih ovadb, torej indeks ponovno nad 100, 13.000 nerešenih ovadb, torej zaostankov na dan 31.12.2017 in pa 9.163 obtoženih polnoletnih oseb. Gospa Krause, ko midva pogledava, kaj tožilstvo prinese na sodišče in kakšen je njihov uspeh, torej, če predpostavljamo, da želijo obtožbo, so zelo uspešni. Indeks je, veste koliko? 87. 87. Ja. Kaj vam to pove? Da imamo izredno uspešne tožilce. Ali učinkovite sodnike in stroke? Ali učinkovite sodnike. Zdaj, ker a veste, to je zdaj težko tako na pamet, mislim reči, po samih indeksu. Če zavrtimo malo nazaj, vi ste mi nekaj drugega pregovorili, zdaj pa vam postrežem s podatki. Ne, po indeksih smo izredno učinkoviti, ampak ljudje niso indeksi, njihovi primeri niso indeksi in obtožbe niso samo obtožbe, ampak imajo realen in močan vpliv na življenje posameznikov. In to se iz teh indeksov ne vidi. Verjetno nezadovoljstvo ljudi in nezaupanje v sodstvo ne izhaja iz tega, da poznajo indekse, ampak izhaja iz tega, da poznajo konkretne in realne primere, kot so, da zaradi nekega drobiža, ki je nekdo bil nekomu dolžan, je moral oditi iz svoje hiše. Na drugi strani pa takšnim, ki vemo, da bi jim bilo potrebno kaj vzeti, da so stvari pridobili na nelegalen način in ga ne bi smeli imeti, nimamo vzeti kaj, ker so bili pametni in so pač vse prepisali na ženo in sina in babico in ne vem koga in vlasti nimajo več nič razen gad, ki jih imajo oblečenih. To se iz indeksov ne vidi. Ja, se ne vidi marsikaj. Zdaj bomo pogledali pa uspeh obtoževanja slovenskih tožilstev, torej kako uspešna so bila pri svojem delu, ko
ko sodniki presojajo njihovo delo. Gospa Krause, boste videli sedaj 7814 prejetih sodnih odločb na tožilstva, 6796 obsodilnih sodb, oprostilnih sodb samo 467 in zavrnilnih 551. Gospod Jelinčič, po teh podatkih je ta država pravno učinkovita. Zdaj pa kaj zagovarjamo? To, da vsak, ki ga uvadi, kazensko uvadi policija in ga tožilstvo obtoži, bodisi z obtožnico ali obtožnim predlogom, da mora biti obsojen ali ne smeti biti obsojen. Kje so zdaj tukaj vatli in pa kakšna tehnica? Pri nas so tožilci nastavljeni za to, da procesuirajo in zaprejo človeka ne glede na dejansko stanje in okoliščine, v katerih je bilo karkoli zgodilo. Govorite iz svojega primera? Tudi iz svojega primera govorim. In še iz mnogih primerov. Jaz dobivam ogromno pošte takih ljudi, ki so bili kaznovani, pa glede na papirje, ki jih dobim v roke, jaz, ki nisem kazenski pravnik, vidim, da je bila narejena napaka ali pa svinjarija, še večkrat svinjarija kot napaka. In to je tisto. Pri nas tožilc misli, da more zapreti vsakogar, ki pride gor. Ne zanima ga nič, kaj je res, kaj ni res. Ne zanimajo ga nasprotni dokazi. Celo ne dovoljujejo, da se izvedejo nasprotni dokazi. Podvprašanje, institut priznanja krivde, v redu, ne v redu? Inštitut priznanja krivde je dobra stvar, vendar samo v določenih primerih. Kajti dogovarjajo se sodniki oziroma pa tudi policisti z določenimi kriminalci, ki mu rečejo, poslušaj, ti priznaj, ampak ne priznati samo za to, kar si naredil, priznaj še 15 drugih zadev zraven, ti bomo zbili vse skupaj, mi bomo naredili pa kljukce, da smo toliko zadev rešili. To je tudi ena od čudnih zadev, ki se dogajajo pri nas. Je to daleč od resnice ali resnica v deželi na sončni strani, ali gospod Luketič? Se strinjam, kajti samo število obsodilnih sodb uspešnih v navednicah ni merilo uspešnosti. Vidimo, da so nekateri bili obsojeni, pa so potem bili izpuščeni, ko so se pritožili, je primer zastaral od enega od politikov. Tako da samo tako, kot je povedal moj predgovornik, se z njim strinjam, da samo v tem ni problem. Problem je v tem, da ne uredimo samega postopka ugotavljanja, podobno kot imajo dobre prakse v sosednjih državah. Pri nas imamo modificiran, jaz ga v detajle ne poznam, vendar bi morali te zadeve spremeniti tako, da bi potem lahko preprečili, da ni obsojen tudi tisti, ki je nedolžen. Tudi pri odvzemu premoženja ni merilo samo, koliko premoženja bomo odvzeli, lahko je tudi po krivici odvzeto ali zadeve. Osebno imam občutek, da se preveč sodišča ukvarjajo z postopki, premalo pa z vsebino, to, kar je bilo povedano. Na drugi stopnji, ko se potem pritoži človek, pa samo zavrnejo, pa vrnejo na prvo stopnjo namesto, da bi odločali, kar je njihova možnost in bi se postopki skrajšali. Hkrati pa samo še en stavek, treba je zagotoviti tudi ljudem, ki nimajo denarja, da bo imeli tako pravno varstvo, kot ga imajo nekateri primeri, ko ste ga vi v uvodu navajali. Zelo na kratko, Jernej Pavlič, zanima me tole, se moramo približati anglosaksonskemu pravnemu sistemu, torej tako imenovanem institutu obrnjenega dokaznega bremena, kjer je Pavlič kriv, potem pa sodišču dokaže, da tega ni storil. Ja, jaz bom rekel tako, strinjal bi se s predgovornikoma in sicer mislim, da bi morali precej več delati, se pravi in tožilstvo in policija, na samem prečiščevanju vseh ovadb. Ker če danes v Sloveniji pogledamo, pa bom se vrnil na župane, jaz mislim, da župani so najbolj ovadene osebe v tej državi. Za vsako stvar, za pločnik, za vsak projekt. In tako Kangler, Janković, Popovič in še vsi ostali, ki so malo manj znani, dobivajo ovadbe zgolj zaradi ali političnih nasprotnikov ali zaradi tega, ker mogoče komu niso odobrili projekta. Tako da predvsem bi pričakoval na tožilstvu in na policiji, da vse te ovadbe, ki jih dobijo, da jih dejansko prečistijo in pogledajo, kaj so utemeljene in kaj niso. To vam lahko povem iz našega primera. Mi smo prejeli ovadbo, ki jo je tožilstvo zoper našo predsednico pripeljalo do konca in da so jim na koncu, na zadnjem inštanci, v predkazenskem postopku, ne v kazenskem, povedali, da je to larifari. Govorite o glasovanju na vladi za Evropsko komisarko? Govorimo o dejansko o medijskem spinu, ki so ga nekateri izvajali z 50 policisti na terenu, ker so preiskali politično imenovanje. Prej pa v vseh 20 letih, ker so se predsedniki vlad sami sebe potrdili in glasovali iz funkcije poslanca na predsednika vlade, ni bilo nobenega problema. In zato želim povedati, da bi vse ovadbe, ki prispejo,
ne glede na to, ali gre za politike z leve, z desne, z katerekoli opcije, tožilstvo in policija dejansko prefiltrira in tiste upravičene da naprej v pregled, ostale pa zavrže, ker če ne, so te osebe dejansko zvezane in obiskujejo sodišča več, kot obiskujejo občine in svoje delovno mesto. Malo nadaljujemo. Dame in gospodje, ali ste mogoče ovadeni? Če niste, pomeni, da niste župan ali pa županja, ali pa morda celo v tej državi, glej ga zlomka, da ste pošteni in pravični. Kakorkoli, o volilnem sistemu pa tudi o naši južni sosedi bomo govorili po oglasih v finalnem delu te 5. oddaje. Pa smo nazaj v finalnem delu tega zadnjega oziroma predzadnjega predvolilnega soočenja z letališča Edvarda Rusjana Maribor. Z nami še vedno predstavniki parlamentarnih in neparlamentarnih strank. V finalnem delu se bomo pogovarjali o slovenskem volilnem sistemu, pa tudi o odnosi s soseščino, zunanji politiki, torej predvsem pa veliko besed o Hrvaški. Gospod Pavlič, kje smo mi? Zdaj zunanjo politiko že dalj časa, potem, ko bi sam rekel, kot je ostal brez dela zaradi kant, vodi gospod Erjavec. In kaj so njegove največje kante zunanje politike, po vaše? Ja, poglejte, vse, odkar zunanje ministrstvo vodi gospod Erjavec, jaz mislim, da se kaj dosti v zunanji politiki ni spremenilo. Predvsem tukaj lahko govorim v odnosih do sosednje Hrvaške, kjer smo zaradi malomarnosti in neprofesionalnosti njegovih sodelavcev, katerim neposredno je on tudi nadrejen, izgubili veliko kredibilnosti v zunanji politiki in predvsem v samem procesu arbitraže. Tako da jaz mislim, da bi moral vsaj od takrat, ko je na neki lokalni televiziji govoril, da njegov sedmi čut govori, da bo rezultat zelo dober, da bo izplen za Slovenijo zelo dober, prevzeti odgovornost in dejansko odstopiti iz te pozicije. Vsekakor se pa sedaj želi za temu bojem proti Hrvaški oziroma bojem za samo arbitražo pokazati kot glavni borec in s temu zakriti dejansko napake, ki so bile storjene. Vkolikor ti kot nadrejeni zunanji minister ne opozoriš sodelavcev, na kakšen način se komunicira z sodelavci izven meja slovenske države, na varnih linijah, neposredno, fizično, z depešami, potem vsekakor jaz mislim, da na taki poziciji nimaš kaj iskati, ker to so osnove od osnov. Se preveč povezuje z Rusi, sam primer Skripalov, pa reakcija Slovenije, ko se je čakalo. Zdaj, včasih smo veljali, da smo proameriški, smo tudi članica Zveze NATO, članica drugih organizacij, torej bliže Ameriki, zdaj pa vendarle neka Erjavčeva paradigma je bolj ta vzhod. Tudi z Lavrovom se dobro razume, Putin je bil ne tako dolgo nazaj v svojem prejšnjem mandatu tukaj pri nas. Jaz bom rekel, da mene osebno ne moti, da se povezuje z Rusijo, ker moramo gledati tudi zunanje tokove, finančne tokove, ki jih Slovenija ima, in v Rusiji imamo mi kar nekaj slovenskih podjetij, kjer dobijo kar lep košček posla. To sta Krka, Gorenje in še druge manjša podjetja, in v teh zahodnoevropskih državah je treba vedeti, da se posli sklepajo na drugačen način. Pomembno je, da so ministri, politiki na visoki ravni, poleg, ko se te posli sklepajo, in seveda, da jim dajo neko oporo. Seveda, vsekakor pa zanemarja ta zahodnoevropski del. Jaz mislim, da poleg Rusije je druga glavna partnerica Nemčija in pa vse te države okoli Nemčije. Kar se tiče pa same Amerike, pa mislim, da edini, ki to zunanjo politiko pelje za Ameriko, je to predsednik Pahor. Ampak jaz mislim, da bi slovenska zunanja politika morala biti usklajena na vseh treh funkcijah. Se pravi, tako predsednik vlade, predsednik države in zunanji minister bi morali peljati eno politiko. Ne da se eden izmed njih ukvarja predvsem za Rusijo, druge dva pa nekako balansirata to politiko in skušata prikazati, da je slovenska politika uravnotežena. Tega se ne da in jaz mislim, da je treba slej ko prej narediti neko strategijo, kjer se bodo seveda vsi akteri te zunanje politike držali ene in iste smeri, ne da vsak dela po svoje. Gospod Jelinčič, preden greste na Hrvaško, vem, da je to vaša priljubljena tema, ampak vendarle Rusija, ko se pogovarjamo, Amerika. Zdaj, če si z Rusi, si proti Američanov, če si z Američani, si proti Rusom. Saj tako se zadeve predstavljajo. Se spremljate, kar se dogaja v varnostnem svetu Združenih narodov, pa na številnih drugih področjih, kjer imata ti sili pomemben vpliv. Pa takole, kaj je pomembno, s kom si?
Se pravi izvoz, gospodarsko sodelovanje, ki ga gospod Pavlič omenja, ali tudi neki geopolitični interesi, da pač morda bo v tem delu sveta, kjer smo mi, bolj prevladovala Amerika kot pa Rusija, ne vem. V prvi vrsti treba povedati, da se naša zunanja politika od Pahorja pa do Erjavca vodi tako, kot bi jo vodili v enem mariborskem otroškem vrtcu. Nič boljš. Dejstvo je, da treba imeti dobre odnose tako z vzhodom kot z zahodom. Ampak naša zunanja politika je tako budasta, da smo se zamerili tako zahodu, kakor vzhodu in nikjer nimamo več nobenih prijateljev. Vsi nas gledajo nekako zviška in si mislijo, to so neki luleki, ki ne vejo, ne ločijo komolca odriti. Dejstvo je, da Putin ni prišel sem zaradi Erjavca, ampak zaradi Kapelce. In treba je povedati tudi, da Američani ne bodo prišli sem. Trump ne bo prišel sem. Zakaj ne? V prvi vrsti zaradi tega, ker so vodilni slovenski mediji tako pljuvali po Melaniji Trump, da so kar tekmovali, kdo bo grše govoril o njej. Kdo bo potem hodil v tako državo na obisk? Le zakaj? Gre drugam, tam, kjer ga sprejmejo lepo. Ali imate občutek, gospodu Trumpu mar za Melanijo? Je. Zelo mu je mar, če ne bi imel z njo sina, ki govori slovensko, kar je treba povedati, kajti večina naših, ki grejo v tujino, pozabijo slovenski jezik, tudi starejše generacije. Poleg tega pa Melanija ima močan vpliv na Trumpa. Ima. Pri nas se o tem ne piše, se ne govori, ker mi imamo še zmeraj neke fake news, ki prihajajo iz tako imenovanega demokratičnega tabora iz Amerike. Mi moramo imeti dobre odnose z vsemi. Če smo pametni, smo lahko z vsemi prijatelji. Ampak ne smemo biti bedaki. Mi imamo pa tako primitivno razmišljanje, da je grozljivo. Konec koncev govorimo, da Rusi hodijo v Slovenijo. Ja, hodijo tudi v Nemčijo. Samo v Nemčiji, ali pa če gre Merklova v Moskvo, naredi za 40 milijard evrov kšefta. Kaj pa pri nas naredijo? Grejo, Pahor se recimo, mogoče si kupi kakšen nov robček v gumbenco ali pa kakšno vrtnico, da si jo zatakne nekam. Ampak nič odveč od tega. Tudi naše firme, ki bi lahko prosperirale v Rusiji, prosperirajo zelo malo. Ne znamo in nočemo. Koliko je izvoza v Rusijo? Kako? Koliko je izvoza v Rusijo? Bistveno premalo. Bistveno premalo. Mi bi lahko samo, ena firma bi lahko samo 2 mesti oskrbovala in bi imeli kšefta dovolj. Moskvo pa Sankt Petersburg. Nič več. Če pa vzamemo še druga mesta v poštev, ne moramo toliko narediti, kakor bi lahko prodali. Je pa smiselno prodajati seveda preko Srbije, da se znebimo določenih carinskih dajatev, ampak tudi tega ne znamo. Nič ne znamo. Je pa res, da zna Pahor lepo hoditi gor pa dol, pa se delati manekena, pa da zna Erjavc hoditi gor pa dol, pa se delati, ne bo, en mi je rekel, še bolj butast, kako kar je. Gospod Luketič. Ja, mislim, da ni kriv gospod Erjavec, kriv je predsednik vlade, ki ga je imenoval za ministra. Vse je bilo že prej pričakovati, če niti ni obvladal kante za smeti, kako bo obvladoval diplomacijo. Čakajte malo, on je predsednik Desusa, jasno, da si bo našel ministersko mesto. Ni nujno, da mora biti to zunanji minister, čeprav največja stranka običajno ima zunanje ministerstvo. Imeli smo že najslabše zunanje ministre, ko so jih tuji časopisi ocenjevali. Mislim, da bo sedaj to najslabši zunanji minister, ker ocenjuje. Nenavadno je, da en politik druge države pride v volilno kampanjo Rusije in hvali zunanjega ministra v Sloveniji. Mi moramo vedeti, kateri klub spadamo, katere so naše vrednote, ko bo krizno stanje, svet je nemiren, s kom se branimo. Luketič, jaz se enega veleposlanika Musemeli se je pisal, spomnim, ki se je tudi umešaval v notranje politične zadeve. Tako da bodimo korektni, pa tukaj, ko tolčemo po Erjavcu, pa ga ni tukaj, bodimo korektni, da se je to tudi pod drugimi ministri dogajalo, ne vem, pod Žbogarjem in ostalimi. Ne prav v času tik pred nastopom volilne kampanje, hkrati pa se s takimi stvarmi tudi pri gospodu Musemeliju nisem strinjal. Amerika se vendarle kot svetovna sila, Rusija je sedaj samo regionalna sila, žal zaradi finančnih težav privoščijo nekatere postopke, izjave ali procedure
ki niso sprejemljive. Politika bi morala biti uravnotežena pa ni. Tako kot je povedal predgovornik, glejte, Nemčija je šla, je podpisala Merklova severni tok. Mi smo se pogovarjali, kljub temu dobrim odnosom južnega toka ne bo. Za energenti in energija in energetika pa je ključna tudi za Evropo in preskrbo. Tako da ni narobe, da smo prijatelji, kot je bilo povedano, ampak to mora biti uravnoteženo in mora se vedeti, kam spadamo. Ampak ste vi res prepričani, gospod Luketič, da je Ruska federacija regionalna sila? Država, ki je članica Varnostnega sveta Združenih narodov. Glede na trenutno finančno stanje in sposobno financiranja vojaških posegov, se ocenjuje, da ni v taki poziciji, kot je bila pred časom. In vkolikor se ne bo finančno pomogla, kajti za vojno rabiš denar. Lahko eno vprašanje, gospod Lukič, da si bomo na jasnem. Poslanci, tisti, ki kandidirate, morate dokazati neko znanje. Vas sprašujem, kako pa je Asadov režim v Siriji zmagal vojno? To je v bistvu ni velikega obsega, to je regionalna vojna in za take zadeve kot regionalna sila seveda lahko posega. Rusija pa ni več tista velesila, kot je bila to predhodno. A vi veste, kdaj se je začela vojna v Damasku? Pred davnimi leti. To je ena največjih vojn v zadnjih 50 letih. In Rusi so bili tam aktivno vpeti, Damask je že 4000 let neprestano poseljen, tam je bilo že veliko velikih vojn za mesto Damask. 4000 let neprestano že to mesto obstaja. Dobro. Gospa Krause, vaša zunanja politika. Zdaj ni mogoče najbolj umestno, da govorimo toliko o zdajšnjem zunanjem ministru, morda pa ne bo več, pa boste imeli v Slovenski ljudski stranki možnost, da postavite zunanjega ministra. Kakšna bo takrat zunanja politika? Vsekakor se v Slovenski ljudski stranki, kot tudi kolegi tukaj strinjamo s tem, da mora biti zunanja politika neke države prvo kot prvo enotna. Da se morajo pogovoriti med seboj in se uskladiti za mnenje tako minister kot predsednik vlade in kot tudi predsednik republike, ne tako kot sedaj, ko vsak govori po svoje. S tem pošiljamo v svet preko medijev zmedene signale in seveda nas potem noben ne more jemati resno, če sami ne vemo, kaj bi radi. Kar se tiče sodelovanja z Ameriko in z Rusijo. Mi smo zagovorniki tega, da je Slovenija dejansko tako bogata z naravnimi viri in tudi s potencialom, ki ga imamo v ljudeh, smo pa hkrati tako majhni, da imamo tako majhen trg, da ne moremo se naprej razvijati, ne moremo dodane vrednosti razvijati na zaposlenega, če ne bomo sposobni tega, kar doma pridelamo, dobro ven prodati. In zato rabiš trg in zato rabiš dobre odnose z vsemi. Že pred 3 leti smo v Slovenski ljudski stranki opozarjali na to, da je embargo z Rusijo slab, se je tudi kasneje to izkazalo. Bilo je po nekih podatkih ogroženih 250 000 delovnih mest na področju Evropske unije, predvsem v kmetijstvu, ker je bilo toliko manj izvoza. Zato smo za dobre odnose z vsemi, kot sem rekla. Jaz osebno pa ne privilegiram ne Rusov, čeprav znam rusko, in tudi ne Američanov, čeprav sem enega izmed njih poročila. Ampak vendarle, moje vprašanje sledi temu, a smo mi, ko govorite o gospodarski diplomaciji, preveč vezani na določene trge? A se vi veste, kaj se zgodi, če, ne vem, nemško gospodarstvo upeha in tam gospodarska aktivnost upade za 5 odstotnih točk? Kaj se zgodi s slovenskim izvozom v tistem trenutku? Vsekakor moramo biti na take scenarije pripravljeni. Pa smo? Ne, jaz verjamem, da nismo na to pripravljeni. Zato verjamem, da moramo biti sposobni sodelovati z vsemi, plus moramo se nehati z lastno zakonodajo omejevati. A vi veste, da imajo podjetja pri nas velik problem, če želijo karkoli prodajati preko, kako se že reče, največji spletni portal, preko katerega se vse prodaja in kupuje. Tako. Imajo problem, ker nimamo podpisanih določenih sporazumov, sprejetih aktov, da bi to lahko... Vi boste to uredili v ljudski stranki? Vsekakor bomo to uredili. Mi znamo delati, smo v preteklosti že dokazali. Če me dobite nekako vprašanje, da nimam točnega odgovora na to, v tem ni nič narobe, ker nihče ne more vedeti vsega. Sem pa sama in tudi Slovenski ljudski stranki smo pristaši tega, da se vedno zraven povabi stroko. Da mora biti politik pripravljen in sposoben poslušati in potem iskati take kompromise, ki ustrezajo tako ljudem,
da se stroka s tem strinja, da so finančno vzdržni projekti na koncu in da imamo na koncu vsi ljudje nekaj od tega. Nekaj pa politik že mora vedeti, da ga svetovalec ne zaveda. mora vedeti. Gospod Pavlič, vi ste bili nekoč vodja kabineta, tako rekoč drugi človek vlade. Jaz verjamem, da ste na gospod Bratušek imeli vpliv, pa ne bova zdaj o tem. Koliko danes vi zaslužite? Znesek, koliko ga zaslužim? 2200 bruto. Bruto. To je neto, koliko v žep oziroma na TRR? 1400 evrov. 1400 evrov. Gospod Luketič? Ja, mislim, da je 2600, 1900 je neto. A bi se vi lahko že upokojili? Avgusta bom imel vse pogoje, leta in starost. Ampak želite v državni zbor? Mislim, da imam izkušnje, ker Slovenija še ni takšna, kot smo pričakovali. Marsikaj sem že videl in mislim, da za temi izkušnjami pri moči sem pa še, da sem temu zmožen. Vidimo, da Netanjahu je menda koliko star, že 80 let, pa vodi državo, ki je v vojni. Sama leta, sama po sebi niso problem. Nisem slišal, koga ste navedli? Predsednika Izraela. Aha. Ja, on je že zelo, zelo v letih. Gospod Jelinčič, vi imate, mislim, da 1600 evrov pokojnine, ne? Ja, 1500, tako nekako. Se preživi? Ja, mlade otroke še? Poleg tega imam ja še kar premoženja že odprej, tako da jaz Koliko tako ocenjujete, recimo, koliko je vredna vaša vila na, ne vem, Tivolski, koliko je v Gurs ocenjuje? Pa tako vi imate te zbirke, ne vem, kaj imate, orožje, vsega imate, ogromno imate. Koliko ocenjujete svoje premoženje? Vse skupaj, kaj jaz vem, je vrednost, ne vem, kaj jaz vem, 15 milijonov. Pa se počutite bogatega? Bogat je človek lahko tudi navznotraj. Se vem, to vsak politik reče, ampak... Ne, ampak denar ni to pomemben. Imate dovolj, da greste v politiko zaradi pravega vzgiba. Tako je. In to je tisto, kar je najbolj pomembno. Jaz sem dolžan svojim otrokom, dolžan sem njihovim zanamcem, dolžan sem mladi generaciji, ki beži v tujino, dolžan sem tudi starejšim, dolžan sem bolnim, dolžan sem zdravim, skratka, da ostanemo v tej lepi domovini. Državo so nam sesul, ostala je samo še domovina. Zdaj moramo pa nazaj postaviti državo. In to je moja naloga in zato grem jaz in Slovenska nacionalna stranka v parlament. Gospa Krause, vi ste želeli biti predsednica države, ne? Tako je. Tam bi zaslužili 5900 pa nekaj bruto. Koliko pa zdaj? 1100 neto je moja plača, poleg tega še vedno delam tudi kot prevajalka in učim nadebudneže angleški in ruski jezik, tako da približno še enkrat toliko zaslužim preko popoldanskega SP-ja, ne grem v parlament zaradi plače. Ni vam hudo torej v življenju? Lahko brez politike preživite brez poslanske plače? Ja, vsekakor sem sposobna in znam preživeti brez politike, to počnem že od svojega 18. leta naprej se preživljam, čeprav sem študirala, sem zraven delala preko študenta, mi niso rabili nikoli doma kaj dosti dati, to dan danes mladina več ne zna, kako se to treba iti, da ne obremenjuješ preveč staršev, tudi tisti, ki bi lahko. Upam, da poslušate. Nič narobe s tem. Treba se je, kaj hočem reči, treba se je postaviti zase, treba se je najti v svetu in treba je delati. In v Slovenski ljudski stranki znamo delati. In to je tisto, kar je pomembno. Odlično. To, kakšne so plače, o tem bi lahko zdaj še nimate več toliko časa, ker se bo oddaja zaključevala. Bom vam vprašanje postavil, gledajte, postavim vam vprašanje. Veste, kaj vas vprašam? Izvolite. A je dovolj, da dobi poslanec to, ko dobi, ali bi moral dovolj dobiti malo več, da mogoče potem ne bi kaj tako postrani? Če vprašate ljudi, poslanci že v vsakem primeru dobijo preveč in vsak politik ima več, kot si zasluži. Ne sprašujem ljudi. Jaz verjamem, da vi želite to, kar ljudje hočejo slišati in povedati, ampak mislim, da je ta politika preživeta. Jaz ne grem v politiko, jaz nisem v politiki zaradi denarja, ker znam preživeti tudi brez politike. Ali poslanec državnega zbora Jaz sem prepričana, da ima poslanec državnega zbora dovolj veliko plačo. Gospod Jelinčič? Jaz pa mislim, da ne. Koliko bi moral imeti bruto, rečemo? Jaz mislim, da poslanec bi moral neto dobiti okrog 1900 evrov, to bi bilo v redu, ampak s tem seveda, da bi imela minimalna plača 1000 evrov. To je pa tudi naloga bodočih poslancev. Kajti kaj se dogaja zdaj? Zdaj v veliki večini hodijo v državni zbor neki kruhoborci, ki jim je najbolj pomembna plača, ki niso delali niti ene ure v kjerkoli, ki nimajo nobenih izkušenj, ampak hočejo priti noter in se
kot pravijo, za 4 leta zasidrati in se lepo imeti. To je narobe. Treba je dobiti noter odgovorne ljudi, jim povišati plače, ampak seveda njihovo odgovornost tudi kontrolirati in jo zahtevati. Gospod Luketič, Bojan Šrot. Plača mora biti v nekem sorazmerju. Če bi imeli, da je to časna funkcija brez plače, bi potem to lahko upravljali samo bogati, s tem se pa ne strinjam in to ni poslanstvo demokracije. Poslanci pa morajo deliti usodo vseh ostalih. Se pravi, da je potrebno po moji presoji spostaviti takšne ukrepe, da bojo se najnižje plače pa tudi pokojnine dvignile. Ne more biti plača poslancev takšna, trenutno jo nimam v spominu, je bila pa nekaj 2900 bruto je najnižja poslanska plača izplačana v mesecu so potem še ostale zadeve takšna, se pa v 4 letih ne sprejme ukrepov, ki bojo dvignili, tako kot je predhodnik povedal, najnižjo plačo ali pa pokojnino takšno, da za 40 let delovne dobe, polno starost, nimaš take pokojnine, da bi lahko šel v domu upokojencev. Gospod Pavlič, gospa Bratušek je bila takrat, ko je bila predsednica vaša šefica, torej v 65. plačnem razredu, to je 5900 bruto. Koliko bi moral imeti predsednik vlade? Zdaj, pa da nismo populistični, pa rečeva, da mora človek delati 16 ur na dan, pa če je učinkovit ali ne, cel dan se vozi po Sloveniji na letalo je, koliko damo revežu, revici. Jaz bom sam povedal primer, ker če smo šli od začetka po plačah, bom povedal, da ima trenutno gospa Bratušek višjo plačo, kot je imela, ko je bila predsednica vlade, ker poslanci dobijo še neke dodatke za delo na terenu in tako naprej, da v Sloveniji ta sistem vsekakor ni sorazmeren. Poslanci, nekateri, tisti, ki so predsedniki posameznih odborov, delovnih teles in tisti, ki se vozijo od malo dalj, ker dobijo še dodatek za delo na terenu, lahko prejmejo tudi do 3500 evrov neto. Predsednik vlade pa za svojo odgovornost in za svojim delom dobi izplačila 3100 evrov neto. A se to vam zdi normalno, da neki poslanci, ki so v državnem zboru, dobijo več kot predsednik vlade, ki je odgovoren za celotno Slovenijo, za vsako metlo, ki se polomi na vsaki osnovni šoli in nosi celotno odgovornost za delovanje. Tako da moje mnenje, da plače poslancev za trenutno razmerje so vsekakor dovolj visoke. Če bi višali plače, bi se seveda morala višati minimalna plača, nižje plače in tako naprej. Kar se tiče predsednikov vlad pa ministrov, pa bi se vsekakor plače morale vsaj podvojiti. To je moje mnenje, ker mi, ko smo iskali ministra za zdravje, ga nismo mogli dobiti, ker so ministri oziroma zdravniki in tako naprej bistveno bolje plačani v svojih zdravstvenih ustanovah, vsi bi pomagali, vsi bi svetovali, nihče pa za 2800 evrov, kot je neto izplačilo ministra, ne bi prevzel te funkcije. Tako da nekaj je narobe z plačilom, da ne dobiš nekih strokovnjakov in potem, tako kot je že Linčič rekel, se na posamezne funkcije prijavljajo kruhoborci in tako naprej in iz tega vidika potem dobimo ven razne šlamastike, tako naprej, tako kot smo tudi v tej vladi videli, ministrica za zdravje dejansko ne obvladuje razmer in zdravstvo v vseh 4 letih je kolapsiralo. Tako da, okolikor bi se plače teh izvršnih funkcij ministrov in predsednika vlade dvignile, verjamem, da bi prišli tudi ljudje, ki so profesionalci, ki imajo neko znanje in ki so mogoče te funkcije upravljali že v kakšnih podjetjih, v tujini in tako naprej. Tako da vsekakor plače poslancev so pa za te razmere, kjer je dejansko njihova funkcija potrjevanje zakonov, vsekakor so neodvisne veje oblasti, ampak v teh koalicijah vidimo, da dejansko upravljajo samo neko potrjevanje zakonov tistih, ki jih prinese vlada oziroma koalicija v državni zbor in ne upravljajo neke funkcije nadzora, zakonodajne oblasti in tako naprej. Tako da vsekakor dovolj visoko. Spoštovani, zdaj se nam je iztekel čas, jaz vam želim obilo uspeha in da bo 4. junija, da boste spoznali, ali to, kar govorite, je padla na plodna tla ali pa ne, ali boste iskali druge službe, ostali od teh, skratka, bomo videli, kakšna bo Slovenija takrat in kakšne obete bo imela. Hvala za nocoj. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, da ste nam posvetili pozornost tudi o tem predvolilnem soočenju. Nek neznan avtor je nekoč dejal, da če bi volitve karkoli spremenile, potem bi jih prepovedali. V Sloveniji niso prepovedane, bodo 3. junija, vi pa boste tudi s tem, če se boste jih udeležili, marsikaj sporočili tej politiki in tudi kandidatov, ki so bili danes z nami. Hvala in lahko noč.